Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako telo sporoča s tem, kam se nabira maščoba, česa nam manjka. Govorili bomo o zastavah, če jih imate slučajno, pa o teh blazincah pod modrčkom, ob modrčku, seveda moški nimate modrčkov, ampak imate mogoče tudi maščobo na hrbtu. V vsakem primeru, kamor se nabira maščoba, telo hoče sporočiti, da nekaj manjka. In če zdaj začnemo prav pri teh zastavah, berem iz knjige, ko imajo hormoni žur, na strani 77. Prva stvar, če se vam dela ta zastava tukaj, da se vam obesi tukaj dol maščoba, pomeni, da telo kaže, da je zastrupljeno, da je preveč strupov in je potrebno razstrupljanje telesa pospešiti. Zdaj pa kako to naredite? Tako kot sem v prejšnjem videu govorila, začnite piti sok zjutraj na tešče iz zelene, lahko dodate noter še ohrovt, lahko dodate peteršilj ali pa si zjutraj pripravite smuti ravno tako iz te zelenjave, seveda ne pozabite na beljakovine, ker dopoldne poteka razstrupljanje telesa in s tem, ko zjutraj sploh sok iz zelene uživate, se pospeši razstrupljanje in hkrati deluje tudi proti celulitu. Prav zato dajmo najprej obdelati naše roke. Dejstvo je, da roke jih je treba ukrepiti, je treba nekaj narediti, da se poveča moč v rokah. In glejte, tukaj imam sicer od moje hčere uteži in to je ena vaja, ki vam jo zdajle pokažem, zato ker, glejte, poleti imamo majčke in se pač vidi roka. In res se splača, to niso, glejte, 1,5 kg in delaš te vaje takole nazaj. Takole, jaz samo 20 ponovitev naredim po tibetanskih vajah, potem parkrat vzdignem še uteži, ker dejstvo je, da z leti se pač mišična masa, če zavestno ne delaš na tem, da jo pridobiš, pa če še kakšen obrok spustiš in da nimaš dovolj beljakovin, se enostavno zgodi, da ti mišično maso začne telo porabljati za obnovo in nekje zmanjka. Obesijo se tukaj lica, obesi se tukaj in obesijo se prsa, predvsem se pa obesi potem tudi zadnjica in povesijo se notranji organi, ker so vpeti na mišice in začne sčasoma uhajati voda. Tako da, glejte, nobena stvar ni zapečatena, ker smo živi, se obnavljamo, ampak res je, sčasoma, z leti, rabimo več energije za to, da pospešimo obnovo telesa. No, zdaj pa pojdimo na obnovo. Kaj potrebujete? Omega-3 zvečer, bom dala od spodaj povezavo, in beljakovine. To je nujno zato, da telo zgradi rastni hormon in če gradite rastni hormon, se bojo zmanjšale te hrčkove vrečke, mišice se bojo napele in če boste zjutraj na tešče, se pravi, preden greste pojesti zajtrk, malo pomigali, in to so aerobne vaje, pa še kakšno tole vajo z utežjo, avtomatično je direktno proizvajanje tako mišične mase, kot še ena stvar, pospešeno razstrupljanje in povečano nočno izgorevanje maščob, kar pa pomeni, da pospešite hujšanje. To so zdaj tale zastavca. Zdaj pa gremo naprej, to je pa zdaj na strani 76, maščobne obloge na hrbtu. Dame, če se vam dogaja, da vam pri modrčku visi maščoba čez, to kaže na to, da vaše telo ne presnavlja dobro ogljikovih hidratov. Vam po kmečko povem, po domače. Pomeni, da vse, kar je testenin, kar je kruha, kar ima visok glikemični indeks, vaše telo enostavno vse spravi, po domač povem, na špeh, ne spreminja se pa ta hrana v energijo. Kaj vam manjka? Manjka vam vitamin B6. Vitamin B6 je tisti ključni vitamin, ki privede do tega, da hrano spreminja v energijo. Vem, da sem večkrat že govorila o tem, to je vžigalca. Vžigalca v celici so 3 ključne vžigalce. So B6 vitamin, ki ga največ dobite v mlečnih izdelkih, tudi v oreščkih seveda, tudi v semenih, tudi v mesu, tunini, lososu. Tukaj dobite B6 vitamin. Poleg tega je magnezij vžigalca. Magnezija pa največ dobite, ali ga dobite v oreščkih,
Ogromno ga je pa tudi recimo rdeča pesa ali pa brokoli, tudi zelena ima nekaj magnezija. In naslednja vžigalca je pa C-vitamin. C-vitamin pa vemo, limono lahko vedno stisnete v vodo in pijete to vodo z okusom, ampak jo sami pripravite in s tem pomagate svojemu telesu, da pride do vžiga in da se začne tvoriti večja presnova v celici. Hkrati se pa tudi ta energija spreminja, se pravi ogljikovi hidrati spreminjajo v energijo. En nasvet za dame oziroma tudi za moške, ki imate oblogo na hrbtu. Bolj počasi jejte, zato ker se prebava ogljikovih hidratov začne v ustih. Bolj zavestno prežvečite hrano, zato ker če spotoma jeste in goltate hrano, se naredi cmok v želodcu in enostavno ne zmorete v zadostni meri najprej prebaviti ogljikove hidrate in potem jih tudi presnoviti naprej, da pride v celici do vžiga. No, zdaj, če gremo naprej, kdor ima pa močna meča, to pa pomeni spoden del vaših nog. A veste, eni imajo take noge kot količke, kot bi stal na 2 kolih. Kaj je tukaj narobe? V bistvu telo sporoča, da je premalo počitka, nespečnost, pomanjkanje vitaminov B in lahko je neravnovesje med kalijem in natrijem. Zdaj pa vem, da najprej pomisli človek, kaj pa to pomeni. Lahko da imate hkrati visok krvni pritisk, krvni tlak in prav to neravnovesje. In vsi vemo, kdor ima povišan pritisk, mu zdravnik reče, nič soli. Ampak to ni najboljša rešitev, veste. Najboljša rešitev je, da povečate vnos kalija. Kje pa dobite kalij? Pa rečete, banane. Ne. Banane so tiste, ki imajo ogromno ogljikovih hidratov, sladkorja in skoraj nič kalija. Kalij dobite v regratu, pa v trpocu, se pravi vsa zelišča vsebujejo ogromno količino kalija, pa smo spet nazaj pri zeleni, pa pri peteršilju, pa pri ohrovtu. Tisti, ki imate povišan pritisk, bi mogli začeti striktno enkrat na dan imeti smuti, ta zelen smuti, lahko date noter tudi oreščke, sploh mandlje, ker imajo ogromno količino kalija in boste videli, po enem mesecu bo vaš pritisk uravnan. In druga zadeva, če imate noge kot količke, dejstvo je, da se tudi tam debela meča in zatekanje nog začne izboljševati in vaše počutje absolutno se izboljša. No, potem je pa maščoba na trebuhu. To pa že vsi veste, a ne? To je pa stresna maščoba. Na stresno maščobo lahko greste, klin se s klinom zbija. Se pravi nad špeh z maščobo, nad maščobo z maščobo. In to je omega-3 maščobna kislina. In zvečer 3 grame, oziroma 1 gram omega-3, to je primerljivo recimo 3 kapsule. Poglejte, na vašo deklaracijo, spodaj vam bom dala povezavo, tudi ta rešitev je odlična, to sama jaz uporabljam. In dejstvo je, še C-vitamin rabite zraven. Ker prav stresno maščobo na trebuhu najlažje stopite s tem, da dodajate omega-3 pa C-vitamin in ne pozabite, tako kot vedno govorim, za večerjo beljakovine in zelenjava in boste videli, vaše telo se bo preoblikovalo. In en nasvet za tiste, ki ste v stresu. Ponavadi človek razmišlja, sem v stresu, pa rabim več akcije, pa moram športati, pa moram to. Ne, glih kontra, vi se morate umirjati. Morate mogoče ležati pod kakšnim drevesom, morate meditirati, ne morate. Pojdite k vodi sedeti, poslušajte žaborenje vode. Tisti, ki ste v stresu in imate maščobo na trebuhu, to pomeni ne več športa, ampak več umirjanja. To pomeni, greš na sprehod, dihaš, greš k vodi, dihaš. In to pomeni, ker se umirjaš, se začne proizvajati hormon sreče. Hormon sreče pa požene v tok vse ostale hormone in hormoni zadovoljstva vas pa stopijo, predvsem ta maščoba na trebuhu gre stran. Tako da, v osnovi je enostavno, ni nič kaj tako težkega, da pogledamo še kaj takega. V glavnem, v knjigi, ko imajo hormoni žur, tudi jedilniki, kako se prehranjevati, kaj jesti, da v bistvu poskrbite za vse
In predvsem tisti, ki želite preoblikovati vaše telo, specite si ajdov kruh in boste videli, to je pa krasna zadeva, ker tudi maščoba na trebuhu lahko kaže na to, da vam ne gre skozi vašo prebavo dobro gluten. Pa pomislite, pa saj nisem bolan, nimam celiakije, saj sem v redu. Ampak, če se vam konstantno dogaja, da ste napihnjeni, mogoče bi bil čas, da date stran gluten in boste videli, kako dobro se boste počutili. No, več o glutenu sem pa pisala v drugi knjigi, in sicer v tej knjigi, Ko ima življenje žur. Tako da, imejte se lepo, poskrbite za sebe in predvsem vaše telo vam želi sporočati ali vam sporoča, kaj je narobe. Začnite brati sporočila vašega telesa in boste vedeli, vse se bo uredilo. Predvsem pa vaše zdravje in vaša energija. Imejte se radi.